Ta teden smo praznovali 1. maj, praznik dela in dan, ko vsaka vas zažge kramo, ki se je nabrala čez leto. Dolgo sem mislil, da s kresovi obeležujemo preganjanje Turkov, a v resnici imajo nekakšno povezavo z delavskimi pravicami. Prav. Tudi naslednji dan je bil dela prost, ko se to spodob za praznovanje. Dela. Slovenija je ena izmed redkih držav, ko smo na 2. maj prosti. To pa zato, ker se ga od vseh narodov najbolj napijemo in je boljše, da ostanemo doma. Da se streznemo, da se strezneš, nasmiš. Pri toliko alkohola, ki mi spijemo, bi še uradnica na upravni enoti lahko poškodovala med delom. Res, če še ne bila pri sebi. No, v Kranju je bil glavna zvezda župan Totalka Trilar, ki je pokazal, kako ponavadi šofira. Turbo Trilar, jaz upam, da ste šli domov s taksijem. Župana so na to povabili na oder in ga pospremili z bučnim aplavzom. Je tudi danes z nami župan mestne občine Kranj, Boštjan Trilar, in dajte mu kar en aplavz, da se on počas sprehod, kaj je spol skopa, da ne bo padel. Kar en lep, dolg aplavz za gospoda župana. Hvala lepa. Jaz sem rekel z bučnim aplavzom, mislil sem z bučnim oljem, sorry. Ej, Trilko, a ti je zdaj jasen, da greš vsem na jetra? Tako kot tep ciroza. No, v Ljubljani pa je bil žur na Rožniku, glavni govornik pa je bil seveda župan Zoki. Kaj je povedal? Propadel je komunizem, propadel je samoupravni socializem, ampak tudi kapitalizmu ne kaže dobro. Največji šerif in kapitalist nam govori, da bo propadel kapitalizem. Kaj pa Zoki delo, če res propade? Jaz se ga ne predstavljam v hipijevski komuni, priznam, ki bi krompir sadil. Kde se tam prešteke? Pa Zoki kaj pogreša stare čase? Očitno ja. Bilo je težko, bilo je naporno, ampak smo si bili bolj enaki. Skupaj smo gradili to domovino, prišli do tega, kar imamo danes. Ja. Zoki pogreša cajta, ker smo bili vsi bolj enaki kot danes. Ne razumem. On je župan, denar pobira po tleh, pa z Benflenom se vozi. On je bil pa rad enak kot ostali, ali kaj? Razen če Zoki misli, da moramo vsi postati župani, pa pod mizo služiti na veliko. Ne vem, ali je pa po Drnovškovih stopinjah, pa se mu je na stara leta vtrgal, pa je hipi postal. Ne vem. Kakorkoli, mi imamo, ne pa resno, na pogorišču ljubljanskega kresovanja posebnega korespondenta za državne prireditve in javne dogodke, Jureta Mastnaka. Jure Mastnak, se slišimo? Očitno imamo težave s satelitsko povezavo, pa pojmo po vrsti, imamo vprašanja po vrsti, da ne bo problem. Jure, povej nam, kakšen je Rožnik nocoj? Kakšen je Rožnik nocoj? Očitno gre za velik zmi. Grem kar na drugo vprašanje. Jure, pravijo, da Jankovićev govor ni bil tipičen. Kakšen je bil župan nasploh? Kakšen je bil Janković? Usran, moker in blaten. Vsi so scali in kozlali po njem. Še vedno se širijo govorice o seks aferi z lekarničarkami. Vemo kaj več? Ja, Janković je bil zelo kratek in mlahav, česar pa smo pri njem že vajeni, še posebej njegova žena. Pa župan še vedno pravi, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu. Janković tega ni hotel komentirati. Rekel je samo, da je to velika laž in da tisti, ki to širi, bi moral v zapor. Bil je zelo jezen. Pa je po tvoje Kučan res njegov stric iz ozadja, kakor mnogi šepetajo? Točno tako. Župan se s tem 100% strinja in to je v svojem govoru večkrat poudaril. Ta zamik, se prečujem, ni nam uspelo še popraviti povezave. Jure, kako Janković gleda na ljudi, ki pravijo, da zlorablja občino Ljubljana in sinu Jurčku rihta posle? Dejal je, da so to natolcevanja in neresnice. Jasno je, da je samostojen in da ne rabi pomoči. Baje je bila proslava na Rožniku multikulti. Si na kresovanju videl predstavnike manjšin?
Župan Janković je na to odgovoril, da bi bilo treba take ljudi postreliti. Prejšnji teden so čistili Ljubljanico. Kaj vse so potegnili iz nje? 2 muslimana, enega Italijana in cel pevski zbor iz Etiopije. Okay, zveza se očitno ne bo popravila, zato dajva rajš prekinta pogovor. To je bil naš posebni poročevalec. Veliko svinjarije, kolese, seveda pralnih strojev, sedežnih garnitur. Hvala lepa, Jure. To je pa ta zamik, ne? Kot je bilo videti na kresovanju živahno, župan Janković pa mora odgovoriti še na mnogo vprašanj. Apropo, glede dnevov frej, pa jaz mislim, da imamo 2 dni frej zato, ker delavci naredijo več koristi za ekonomijo, če ga 2 dni žingajo, ker pa če en dan pijejo, pa so en dan v službi. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.